Lep pozdrav prav vsem in hvala za besedo. Kolegica je že predstavila na kratko, kaj bo vsebina mojega prispevka. O zgodovini na Loškem je bilo v preteklosti že precej napisanega, predvsem po zaslugi škofjeloškega zdravnika in neumornega zgodovinarja, sicer laičnega zgodovinarja, ampak zelo uspešnega, magistra Toneta Koširja, ki je v preteklih 2 desetletjih napisal vrsto knjig in tudi precejšnje število strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zgodovino zdravstva in na organizacijo zdravstva na širšem škofjeloškem območju, kamor uvrščamo poleg Škofje Loke z okolico tudi Sevško in Poljansko dolino. Vsi ti prispevki so bili objavljeni večinoma v Loških razgledih ali pa v drugih strokovnih publikacijah, tako da če bi mogoče ta problematika koga bolj natančno zanimala, si lahko tam to tudi preberete. Sama sem pa pred leti, ko je bilo ravno v času korone, tudi naredila eno takšno bolj obširno študijo, objavljena je v reviji Arhivi. Delno so podatki, ki vam jih bom danes predstavila, tudi tam zabeleženi oziroma še bolj natančno, ker je bilo prostora za objavo nekoliko več, tule sem pa le omejena na polovico ure. Samo se bom zaradi tega v svojem prispevku omejila predvsem na tiste podatke, ki izhajajo iz različnih arhivskih virov. Večino jih hrani naša škofjeloška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana, nekaj malega tudi Arhiv Republike Slovenije. Potem sem uporabila tudi takratno zdravstveno zakonodajo, na kateri je temeljila organizacija zdravstva v drugi polovici 19. stoletja. Precej takih zanimivih, konkretnih, večinoma statističnih podatkov pa nam dajejo tudi desetletna poročila Deželnega zdravstvenega sveta za Kranjsko, ki sta jih pripravila dr. Franc Zupanc in pa dr. Friedrich Käsbacher leta 1880-1890 so izhajala. Žal so ti podatki vsi zbrani na nivoju okrajnih glavarstev in ne na nivoju občin, kar bi nam omogočalo en širši oziroma en bolj konkreten pogled v zdravstvene razmere določene občine, recimo Škofja Loka ali pa ostalih občin na škofjeloškem območju. Torej so vsi ti podatki zbrani za področje oziroma za območje okrajnega glavarstva Kranj, kamor je spadalo tudi širše škofjeloško območje, poleg Tržiča in Kranja. Nekoliko si lahko tu pomagamo, če vemo, da je bil delež prebivalstva, ki je živel na širšem škofjeloškem območju, da je predstavljal v mejah okrajnega glavarstva Kranj 45%. Torej, to je lahko neko izhodišče za preračunavanje, koliko je bilo recimo nekih obolenj, ki jih te statistike prinašajo za okrajno glavarstvo Kranj. So pa seveda te številke, to preračunavanje bi nam dalo samo neke približne številke. Bolj natančne bi pa seveda nam dale matične knjige, če bi se sistematično lotevali pregleda teh matičnih knjig, kajti tam so poleg osnovnih podatkov o pokojnikih navedeni tudi vzroki smrtnosti. Seveda bi pa tako delo zahtevalo veliko časa, veliko energije in žal je tudi arhivskega gradiva, kot smo že v prejšnjem referatu slišali, tudi za področje zdravstva bolj malo. Nekaj v škofjeloški enoti imamo, shranjeno je pri fondu predvojne loške občine. Generalno pa velja, da v prvi polovici 19. stoletja ali pa tudi potem še tja nekje do 70. let 19. stoletja
se je, podobno kot na Kranjskem, so zdravniško službo izvajali ljudski zdravilci, imenovani tudi padarji, in pa ranocelniki ali kirurgi. Zdaj, prvi ti padarji niso bili strokovno izobraženi, niso bili šolani, ampak imeli so pa ogromno znanje, praktično predvsem, ki so ga podedovali oziroma so ga prevzeli od svojih prednikov. Na Škofjeloškem imamo ohranjeno tudi večje število padarskih bukov, tudi s temi se je ukvarjal magister Košir, tako da tudi tam se vidi, kakšno je bilo vedenje o določenih boleznih in kako so te bolezni zdravili. Zanimivo je, ko te prispevke magistra Koširja pregledujemo, on je kot zdravnik tudi skomentiral nekatere te padarske bukve, katere stvari so bile učinkovite, katere niso bile učinkovite, tako da so ti njegovi članki tudi z tega vidika zelo zanimivi. Drugo, kot sem rekla, so bili pa kirurgi ali ranocelniki, to so pa že bili neke vrste šolani zdravniki, ki so svoje znanje pridobili na zdravniških licejih v Ljubljani, v Gradcu, na Dunaju, vendar je bilo tudi teh v tistem času še razmeroma malo. Podatek, ki sem ga dobila v Arhivu Republike Slovenije, v enem od dokumentov, pravi, da jih je bilo na Kranjskem leta 1873 43 tistih, ki jih je plačevala dežela Kranjska, vendar da pa bi jih potrebovali vsaj še 30 več, če bi hotel zadostiti kriterijem države, da bi en zdravnik, en ranocelnik prišel zdravil 6000 ali pa 7000 ljudi. V Škofji Loki je službo okrajnega zdravnika vrsto let opravljal Anton Gerbec. Ga vidimo tule na portretu, ki ga hranijo v Loškem muzeju. To je bil že šolani ranocelnik, bil je tudi občinski odbornik in med letoma 1868 in 1870 je bil tudi škofjeloški župan. Je pa izhajal iz znane loške ranocelniške družine, saj je bil že njegov oče loški ranocelnik, to je bil Jožef Gerbec, in z istim poklicem sta se ukvarjala tudi njegova brata Karel in Ludvik Gerbec. Karla viri leta 1834 omenjajo kot ranocelnika za občini Sevca in Sorica, medtem ko je bil njegov brat Ludvik pa rudniški fizik v Idriji. Anton Gerbec je umrl leta 1873, smrt je bila nenadna, po podatkih je umrl zaradi mrzlice, in za njim sta Ločane potem nekaj časa zdravila zasebna zdravnika dr. Ivan Kocovan in dr. Avgust Sežun, nato pa 30-letja dr. Anton Arko, ki je službo škofjeloškega zdravnika prevzel leta 1877. Ti slednji trije, Kocovan, Sežun in Arko, so bili pa že univerzitetno izobraženi zdravniki, ki so se šolali na Dunaju in so že imeli naziv doktor medicine. So ga tudi vsi uporabljali in po tem nazivu lahko recimo te univerzitetno šolane zdravnike ločimo od ranocelnikov oziroma od kirurgov. V Železnikih, Žereh in na Trati, to je današnja Gorenja vas, so imeli pa z zasedbo ranocelniških mest v tem času velike težave,
kajti ti kraji so bili v tistih časih za marsikoga zelo oddaljeni, odmaknjeni in na razpisih deželnega odbora so se le redki ranocelniki potegovali za ta službena mesta, univerzitetno šolani zdravniki praktično ne. Tako da v železnikih sta nekaj časa službovala Ivan Dominik in Matevž Godec. No, zanimiva je, ne rečem zgodba, niti ne anekdota, ampak prav dejstvo. Ta Matevž Godec je po dolgem času železnikarski občini uspelo dobiti nekoga, ki je prišel v njihove kraje, ampak gospod je bil že star, betežen, težko je hodil po goratem območju, kjer so bili njegovi pacienti, tako da je že po 3 letih zapustil železnice in občina in dežela sta spet iskali novega zdravnika, ponujali celo 200 goldinarjev višjo plačo, kot jo je imel predhodnik, ampak ga nista uspeli dobiti kar nekaj časa, tako da je moral v teh primerih hoditi v Sevško dolino dr. Anton Arko iz Škofje Loke. Kar je bila pa za njega pa seveda še dodatna obremenitev. On je imel že v Škofji Loki zadosti svojih pacientov, ravno tako je moral skrbeti za paciente iz Poljanske doline, ki tudi ni imela svojega zdravnika, ne ranocelnika. Edini Žirovci so bili mogoče nekoliko na boljšem, ampak tudi niso imeli svojega zdravnika, je pač občasno prihajal zdravnik iz Idrije. Še nekaj mogoče o zdravstveni zakonodaji, ki je urejala takratno organizacijo zdravstva. Torej, bila sta tako državni kot deželni zakon. Krovni državni zakon je bil sprejet leta 1870, uradno se je imenoval Postava o ureditvi javne zdravstvene službe. In ta zakon je natančno razdelil dolžnosti na področju zdravstva in tudi dela med državo in med občinami, uredil organizacijo strokovnih zdravstvenih organov ter določil njihove pristojnosti in višino plač zdravstvenega osebja. Novo ustanovljeni zdravstveni organi so bili okrožni oziroma občinski zdravnik, okrajni zdravnik in deželni zdravstveni svet. Zakon je kar vrsto dolžnosti naprtil takratnim političnim občinam. In sicer te so morale organizirati tako imenovano zdravstveno policijo, ki je bila zadolžena za izvajanje zdravstveno-sanitarnega nadzora. Ta je pa vključeval nadzor cest, nadzor drugih javnih površin, stranišč, gnojnih jam in kloak, tekočih in stoječih voda, vode za pitje in živil za prehrano. Nadalje so potem morale občine poskrbeti tudi za nudenje pravočasne pomoči bolnikom in porodnicam ter voditi razvid najdenčkov, gluhonemih, slepih in duševno bolnih, ki niso bivali v javnih zavodih, vendar je bilo njihovo zdravstveno stanje diagnosticirano. Potem je v delokrog občine sodilo tudi pregledovanje mrliških vežic in pokopališč, izvajanje sanitarnega nadzora nad mrhovišči, opravljanje konjederske službe, gonjo živine in nadzor nad higienskimi razmerami na živinskih sejmih. Prav tako so bile občine zadolžene za izvajanje ukrepov za preprečevanje oziroma omejevanje nalezljivih bolezni, poskrbeti so morali za cepljenje otrok proti kozam, za nadzorovanje babiške službe, za zdravljenje občinskih ubožcev, izpolnjevanje zdravstveno-sanitarnih predpisov pri pogrebih, prekopavanih mrličev in za izvajanje mrliško-ogledne službe.
Na podlagi državnega zakona so potem dežele znotraj Avstro-Ogrske v naslednjih 2 desetletjih sprejele vsaka svoj deželni zdravstveni zakon in Kranjska je to storila leta 1888. Ta zakon je bil sicer pripravljen že leta 1874, ampak je za 1,5 desetletja obležal nekje v predalih, zaradi tega, ker ni dobil zadostne večine v deželnem zboru. Zakon je občinam naložil, da vsaka zase ali pa v povezavi, da se jih več poveže med seboj, organizirajo javno zdravstveno službo na svojem ali na združenem območju, ki se je po novem imenovalo zdravstveno okrožje. Pri tem naj bi bilo v zdravstveno okrožje vključenih vsaj 7.000 prebivalcev. Na območju Gorenjske so bili na podlagi tega zakona ustanovljeni 3 zdravstveni okraji, v Kranju, v Radovljici in v Kamniku, in 11 zdravstvenih okrožij, med katerimi so bili tudi zdravstveni okrožji v Škofji Loki in pa v Železnikih. V prvega so bile poleg občine Škofja Loka in občine Stara Loka vključene še občine v Poljanski dolini, brez Žirovskega konca, ki je, kot sem prej rekla, spadal pod zdravstveno okrožje v Idriji. Te občine na Poljanskem, to so bile seveda hribovite občine Javorje, Oselica, Poljane, Trata, današnja Gorenja vas, in na tem območju je po popisu prebivalstva, pa tule je všteta še občina Škofja Loka in pa Stara Loka, živelo skoraj 16.000 prebivalcev. In za okrožnega zdravnika v Škofji Loki je bil imenovan Anton Arko, ki je to službo opravljal do leta 1908, za njim pa potem dr. Karel Zakrajšček pa dr. Ivan Hubat. V zdravstveno okrožje v Železnikih je bilo pa zajeto celotno ozemlje Sevške doline, to se pravi območje 3 političnih občin, Sevca, Železniki in Sorica, in na tem ozemlju je pa leta 1880 živelo nekaj več kot 7.700 prebivalcev. Kot okrožni zdravniki, torej kakšna je bila problematika, sem prej že omenila, no kasneje po letu 1890 so se zadeve majčkeno izboljšale in v tem času, po letu 1890, so v Železnikih službovali še vedno ranocelnik Ivan Dominik nekaj časa, pa zdravnika dr. Ivan Portik in dr. Konstantin Hirše, ta najdaljše obdobje 17 let. Poljanska dolina je pa ostala v tem času še vedno brez zdravstvenega okrožja in tudi brez svojega zdravnika. To so bile nekoliko neurejene razmere. En vzrok je bil to, da sta območji spadali pod 2 različni okrajni glavarstvi, Žirovci pod Logaško, ostali del pod Škofjeloško. Razmišljali so tudi, da bi občine same pokrile stroške vzdrževanja zdravnika, vendar so lokalni župani presodili, da bi bil to za razmeroma ubogo podeželsko prebivalstvo prevelik strošek in se zato niso odločili, dokler ni potem dežela leta 1905 zdravstveno okrožje vseeno ustanovila, zaživelo je pa leto kasneje. V zvezi z zdravstvenimi okrožji še en podatek. Vodil jih je zastop zdravstvene občine, v katerem so imeli svojega v katerem je imel svoje mesto okrožni zdravnik in pa predstavniki vseh v zdravstveno občino vključenih političnih občin. Zdravstveni zastop je skrbel za preskrbo z zdravstvenimi potrebščinami, za plačilo zdravnika in babic na območju, ki ga je pokrival, za pripravo finančnega načrta, letnega poročila in pa za gospodarjenje s finančnimi sredstvi okrožja.
Občinam in okrajnemu glavarstvu so morali poročati o zdravstvenih zadevah na terenu, dajati predloge za ureditev zdravstvene službe in za imenovanje potrebnega zdravstvenega osebja. Že prej sem omenila, da je vrsto let službo najprej mestnega, potem pa okrožnega zdravnika opravljal dr. Anton Arko. Nekaj podatkov imate tule na ekranu, izhajal je iz Ribnice, študiral na Dunaju, v Škofjo Loko pa prišel leta 1877 in bil v odsotnosti zdravnikov v Poljanski in Sevški dolini dostikrat edini zdravnik za veliko škofjeloško območje. Drugače je imel pa svojo ordinacijo tule na placu, danes je to hiša Mestni trg 37. Po imenovanju za okrožnega zdravnika se njegove dolžnosti niso kaj bistveno razlikovale od tistih, ki jih je imel že prej kot mestni sodnik. Dobil je pa še nekaj novih, ki jih je leta 1889 prineslo službeno navodilo okrožnim zdravnikom na Kranjskem. Med temi je bilo recimo splošno cepljenje proti kozam, še posebej je to veljalo za šolsko mladino. Imamo tudi ohranjenih nekaj dokumentov o tem. Vsako leto je cepil nekje proti koncu šolskega leta in potem tistim, ki so prišli na cepljenje, uspešno cepljenjem izdal spričevalo. Tistim, ki se ga pa niso udeležili, je pa seveda tudi naredil poseben spisek in ga predložil pristojni občini, da je potem sama reševala naprej to problematiko z njihovimi starši. Prav tako je bil dolžan na občinske stroške tudi zdraviti ubožce, se pravi tiste, ki so bili v škofjeloški ubožnici, ki so imeli domovinstvo v Škofji Loki in tudi tiste, ki so imeli recimo domovinstvo v nekih drugih domovinskih občinah, ampak so bili v oskrbi škofjeloškega špitala. In prav tako je bil on zadolžen tudi, da je nudil zdravstveno oskrbo odganjancem, to se pravi tistim, ki so jih odganjali, ki so prišli v Loško občino, pa so se jih seveda občinske oblasti takratne želele čim prej znebiti in jih vrniti v njihove matične domovinske občine. Opravljal je tudi mrliško ogledno službo in nadzoroval laične mrliške oglednike v občini. Posebno pozornost pa seveda posvečal tudi preventivnemu delu za preprečevanje različnih nalezljivih bolezni oziroma kako ukrepati v primeru, da bi se te bolezni pojavile oziroma se sploh prelevile v epidemije. No, pa še nekaj o zdravstvenih razmerah na Škofjeloškem ob koncu 19. stoletja. Dokumentacije o tem imamo kar nekaj tudi o pojavnosti različnih bolezni, je pa seveda ključno za poznavanje zdravstvenih razmer nekaj takih najbolj ključnih kazalnikov, kot so bili recimo rodnost, umrljivost, starost ob smrti, potem pogostost različnih bolezni, še posebej nalezljivih, pa stopnja higiene, z njo razvita komunalna infrastruktura in podobno. Leta 1890 je znašala rodnost v Kranjskem okrajnem glavarstvu 33,80 promila, umrljivost pa malenkost manj kot 32 promil. Še posebej velika je bila smrtnost med otroki do 5. leta starosti. Mnogi že zaradi oslabelosti ob rojstvu niso preživeli niti prvega meseca, mnoge med njimi potem
do starosti, nekje do starosti 5 let pokopale tudi razne bolezni, med njimi tudi številne nalezljive bolezni, saj vemo, da praktično cepljenj takrat razen za koze niso poznali. Delež otrok v starosti do 5 let je v Kranjskem okrajnem glavarstvu leta 1890 predstavljal 40% vseh smrtnih primerov, kar je res velika številka. Pri odraslih se pa kot vzroki smrti največkrat omenjajo tuberkuloza, ta je bila na prvem mestu, 17,42% smrtnih primerov je povzročila ravno ta bolezen. Na drugem mestu se javlja starostna oslabelost, nekaj manj kot 15%, potem pa sledijo pljučnica, pa druge bolezni dihalnih organov, črevesni katar, možganska kap, tifus griža, tudi nekaj primerov raka, potem pa ostane še kopica drugih vzrokov smrti, ki jih je pa takratna statistika zaobjela z enim samim izrazom druge bolezni. Teh je bilo pa po statistiki nekje okrog 30%. Pomembno vlogo pri celokupni umrljivosti so imele tudi razne epidemije nalezljivih bolezni. Po statistiki jih je bilo na Kranjskem samo med letom 1883 in 1890 287 in so zahtevale 3500 življenj. Med nalezljive bolezni, ki so na podlagi razglasila deželne vlade za Kranjsko iz leta 1894, so spadale kolera, griža, črevesni tifus, pegasti tifus, koze, škrlatinka, ošpice, rdečke, milarija, davica, oslovski kašelj, trahom, meningitis, pljučna tuberkuloza in z živali na človeka prenosljive bolezni, steklina, smrkavost, vranični prisad. Vsak primer te bolezni je bilo treba prijaviti županu, ta je potem o tem obvestil okrajno glavarstvo, okrožnega zdravnika in če je šlo za šoloobveznega otroka, tudi vodstvo šole. Na škofjeloškem ozemlju so se v obravnavanem obdobju v epidemični obliki pojavljale koze, otroške nalezljive bolezni in črevesne nalezljive bolezni. Najhujša epidemija koz je izbruhnila leta 1889. Bolezen se je najprej pojavila v zgornjem delu Sevške doline, kamor so jo zanesli cigani, ki so se vračali s Tolminskega. V parih mesecih se je razširila po 14 krajih v občinah Sorica, Sevca in Železniki. Zbolelo je 109 ljudi, 22 od teh jih je umrlo. Po drugih poteh pa so se koze s Tolminskega zanesle na poljansko stran, v občine Oselica, Javorje, Trata, Poljane in celo v Škofjo Loko. Tu pa skupaj na tem teritoriju pa skupaj zbolelo 91 oseb in 12 od teh jih je umrlo. Lahko rečemo, da je bilo še razmeroma malo smrtnih primerov, čeprav je bil vsak preveč, in to je bil že tudi eden od odrazov cepljenja. Namreč smrtnih žrtev bi bilo lahko še več, pa je bilo vseeno, je bila ta precepljenost že razmeroma velika, predvsem med otroki, tako da smrtnih primerov vseeno ni bilo tako veliko. Za pravo otroško kugo pa je ob koncu 19. stoletja veljala davica. Vemo, da v tem času še niso poznali cepiva. Davica se je sicer v epidemični obliki pojavljala redko, bila je pa kot posamični primer je bila pa ves čas prisotna. Tudi na Škofjeloškem imamo kar nekaj teh primerov, tudi nekaj zapisov o tem.
Se je pa med vsemi občinami na širšem škofjeloškem območju pojavljala še posebej pogosto v dveh, in sicer v Sevcah in pa v Poljanih. V 80. in 90. letih 19. stoletja sta se tudi pojavili dve epidemiji davice, in sicer v Škofjeloških hribih, potem pa še dvakrat v Sevški in enkrat v Poljanski dolini, pa enkrat tudi v Škofji Loki in enkrat v Stari Loki. Ko sem prebirala kronike uršulinske šole, pri uršulinkah je bila tako notranja dekliška šola kot zunanja dekliška šola, je tudi vrsto podatkov o obolevnosti med gojenkami, in tudi oni so v tem času zabeležili eno tako epidemijo davice, ki je pri njih zahtevala 6 smrtnih žrtev. Takoj za davico so se pa po pogostosti obolenj uvrščale ošpice. Ti sicer niso bile tako smrtno nevarne, čeprav so bile pa dostikrat močno razširjene, sploh v pomladanskih in pa v zimskih mesecih. Obolevnost je bila velika, smrtnost nekje okrog 2%. Epidemije so pa zabeležili v letih 1887, 1890 in 1896. Skupaj z epidemijami ošpic so se pojavljale občasno tudi epidemije oslovskega kašlja, ki pa tudi ni veljal za neko posebej nevarno oziroma smrtno bolezen. Eno epidemijo iz tega obdobja sem zasledila leta 1890 v Sevcih. Spet bolj nevarna je bila pa škrlatinka, ki je tudi veljala za pogosto in pa smrtno nevarno. Na Škofjeloškem je recimo leta 1888 trikrat razsajala v občini Gorenja vas, pa po enkrat v Poljanah, v Javorjah, kjer se je pojavila potem spet naslednje leto. In takrat so posamezne primere zabeležili tudi v Škofji Loki. Največja epidemija je pa izbruhnila ob koncu šolskega leta 1894-1895 in je povzročila veliko obolevnost. Tudi tu sem našla nekaj zelo konkretnih primerov za šolo pri uršulinkah. Tam je bila obolevnost med gojenkami velika, so takoj seveda sprejeli določene ukrepe, zdrave gojenke takoj poslali domov, od koder so prihajale, ker v notranji šoli so bile gojenke iz celotne Kranjske, nekatere tudi izven meja Kranjske. Tiste, ki so pa obolele, so jih v posebno bolniško sobo izolirali in poskrbeli, da so zanje skrbele samo določene redovnice. Umrljivost je bila kar velika, zabeleženo je več smrtnih žrtev. Šole so ostale, obe dve šoli sta ostali daljši čas zaprti. So vmes za krajši čas šolo sicer odprli, ko je že kazalo, da bo epidemija pojenjala, ampak je udarila še enkrat. Tako da od oktobra do 1894 do 1995 je ostala šola zaprta. Dr. Arko in dr. Šavnik iz Kranja sta večkrat nadzirala in nista popustila moledovanju prednice, naj se vendar šola odpre, ker se je bala, da bodo začeli starši gojenke izpisovati iz njihove šole, ker je bila predolgo zaprta, oziroma so se zaradi te velike obolevnosti starši bali za svoja dekleta.
Potem pa še nekaj od črevesnih nalezljivih bolezni. Tu sta bila najpogosteje prisotna tifus in griža. Seveda sta bili odraz lokalnih higienskih razmer, ustrezne oziroma neustrezne preskrbe s pitno vodo in urejenosti kanalizacije. Škofja Loka takrat ob koncu 19. stoletja vodovoda še ni imela, to so potem izvedli šele na začetku 20. stoletja in takrat so se potem tudi razmere na tem področju nekoliko izboljšale. Okrajno glavarstvo Kranj je sploh bilo v samem vrhu pojavnosti teh dveh bolezni na Kranjskem, lokalno pa sta prednjačili predvsem občini Škofja Loka in Stara Loka, kjer sta se ti dve bolezni sporadično pojavljali ves čas praktično. Ko sem pregledovala eno poročilo o higienskih razmerah na Loškem, ki je bil narejen, ko je grozila kolera 1886, sem se tudi, moram reči, sama prav zgrozila, kakšno je bilo takratno stanje. Namreč takrat je bila imenovana ena posebna komisija, ki je opravila oglede higienskih razmer v mestu in naredila zelo izčrpen zapisnik. Pri tretjini hiš so našli razne pomanjkljivosti, kar pa konec koncev niti ne preseneča, ker mi moramo vedeti, da meščani niso bili samo trgovci pa obrtniki, ampak so bili v popoldanskem času tudi majčkeno kmetje in so obdelovali svoje njive, ki so jih imeli na robu mesta. In če gledamo stare popise prebivalstva, so tam ne samo našteti, kdo so bili prebivalci v neki hiši, ampak tudi koliko živine so imeli. In običajno kakšno kravo, kakšnega prašička, ovčke. In seveda, če je bila živina prisotna, je to pomenilo, da je bil prisoten tudi gnoj, gnojevka, ki se je potem prelivala po dvoriščih, pronicala v tla, okuževala pitno vodo in zato nas ne preseneča, da je bilo teh primerov tifusa pa griže vseeno kar veliko. Kot sem že omenila, kolera je tudi ogrožala naše kraje, ampak so imeli Ločani pa majčkeno sreče. Leta 1886 se je nevarno približala in takrat je, kot se vidi iz arhivskih virov, pri občini Škofja Loka oziroma pri županu in njegovih pomočnikih zavladala kar panika in so takrat v naglici začeli izvajati razne preventivne ukrepe, kolikor se je dalo na hitro sanirati tiste največje higienske pomanjkljivosti, iskati tudi neke rešitve oziroma možnosti, kako ukrepati, če bi se bolezen razširila tudi na naše ozemlje, na Škofjeloško, no vendar je ostala omejena na sosednja področja, tako da Škofje Loke pa ni prizadela. Ja, in pa še nekaj besed o jetiki ali sušici. Ta je seveda med odraslimi osebami terjala največji smrtni davek. Predvsem je bila razširjena pljučna tuberkuloza, čeprav so bile prisotne tudi še nekatere druge oblike. Metode zdravljenja so bile pa seveda v tistem času še zelo preproste, dostikrat tudi neučinkovite, saj ko pregledujemo te vire, so predvsem priporočali toplo sonce, sprehode v naravo, brezskrbno življenje, kar pa seveda tistim prebivalcem, ki so navadno podlegli ali pa se okužili s tuberkulozo, ki so živeli v slabih higienskih in gmotnih razmerah, so bili ti ukrepi praktično neizvedljivi.
Občina je sicer skušala z raznimi preventivnimi ukrepami stanje nekoliko umiliti, uvedli so obvezno uporabo pluvalnikov po gostiščih ali pa na javnih krajih, so se pojavile tablice, prepovedano je pluvati na tla in eno takšnih imajo še danes v Kašči na Spodnjem trgu, tako da si lahko tam tudi v živo pogledamo, kako je to izgledalo. Je pa seveda etika vseeno terjala velik smrtni davek. Podatek za okrajno glavarstvo Kranj iz leta 1890 poroča o 314 smrtnih primerov. Zdaj, če nekje preračunavamo, tisto, kar sem prej omenila, 45% prebivalstva so tvorili prebivalci širšega škofjeloškega območja. To se pravi, vsaj okvirno lahko rečemo, da jih je bilo škofjeloškega vsaj 100, lahko je pa ta številka še večja. Ukrepi, ki so jih ukrepi, ki so jih takratne občinske oblasti, pa tudi dežela, v zvezi s preprečevanjem nalezljivih bolezni sprejemali, so vključevali predvsem obvezno prijavo vsakega takega primera, izolacijo obolelega, po potrebi njihovo osamitev v posebnih prostorih, ustrezno nego. Recimo najbolje, da je takega obolelega oskrbovala samo ena oseba, si potem seveda v teoriji vsakič temeljito razkužila roke. Koliko se je to izvajalo, seveda težko rečemo, upajmo, da ja. Če je prišlo do epidemij med šolsko mladino, so seveda zapirali šole. V primerih epidemij so prepovedali tudi vse sejme, plese, cerkvene slovesnosti. Po končanem, ko recimo je epidemija izvenela ali pa ko je neko boleli se pozdravil, je bilo pa seveda nujno potrebno razkuževanje prostorov, ki se je izvajalo na različne oblike, pa ne samo prostorov, tudi obleke vseh predmetov, s katerimi je prišel oboleli v stik, posteljnine. To so recimo, zato so uporabljali bodisi razkuževalne aparate, tule en tak primer iz reklame z konca 19. stoletja, recimo razkuževanje s paro, potem uporabljali so tudi karbolno raztopino, lizolno raztopino, žgano apno, to se je največkrat uporabljalo. Recimo, če je oboleli spal na slami, so seveda to slamo skurili, isto naj bi skurili tudi vse krpe, s katerimi so ga negovali, iztrebke, izločke so potresli z apnom. Skratka, to so bile ti načini razkuževanja. Škofja Loka dolgo časa ni imela razkužilnega aparata, tudi to sem v dokumentih sledila, ta nakup je trajal skoraj 20 let. Razlog je bilo pomanjkanje denarja, no potem so na začetku 20. stoletja končno združili moči zdravstveno okrožje in občina in tak razkužilni aparat tudi kupili. Mnoge od teh bolezni, ki sem jih tukaj naštela, so seveda danes povsem ozdravljive, niso več življenjsko nevarne, vendar smo pa ljudje še vedno ranljivi. Ko se pojavijo neke nove bolezni, neke neznane, tako kot je bila pred leti korona, ki je vnesla kar nekaj strahu. Medicina in farmacija sta seveda v desetletjih, stoletjih naredili velik napredek, tudi izboljšala se je komunalna infrastruktura, s tem so se seveda tudi ti dejavniki tveganja za razne bolezni močno zmanjšali, posledično se je zmanjšala tudi smrtnost. Seveda pa se spet v današnjih časih srečujemo z nekaterimi istimi težavami, kot so se srečevali naši
predhodniki, predniki, kako uspešno organizirati zdravstveno službo, kje najti ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje in ga seveda tudi ustrezno nagraditi za svoje delo. Skozi referat mislim, da sem uspela nekako povedati, da naši predniki so to na bolj ali manj uspešen način uspeli rešiti, kako v današnjih časih, ko se spet srečujemo z enimi in istimi problemi, ko se spet pogovarjamo o zdravstveni reformi, to pa pustimo času čas, da bo pokazal, kako smo uspešni pa v današnjih časih. Hvala lepa za vašo pozornost.